Imamo današnja meditacija v pomoč pri reševanju vaših osebnih izzivov in predvsem zato, da se ti izzivi zaključijo. Če želite, še lahko počakamo par minut, če se še kdo priključi zraven, če ne pa potem bomo tudi kmalu tudi začeli. Živijo, Manuela. I hope, Manuela, that you speak something Slovenian, but this meditation now is being in the Slovenian language, that I hope you are fine with them. Prav, tako da jaz bi zdaj kar začel. Tako da za začetek naredimo 2 globoka vdiha in počasna izdiha. Predvsem pa naše misli preusmerimo samo na vdihe in izdihe. Vaša naloga je samo to, da opazujete občutke po telesu, opazujete, kaj se dogaja z vašim notranjim telesom. Vaša pozornost je še vedno preusmerjena na vdih in izdih. Z vsakim vdihom in vsakim izdihom se vaše telo prične sproščati. In bolj, ko ste preusmerjeni na vaše vdihe in izdihe, bolj je vaš ritem lahkoten, vaše telo postaje vedno bolj sproščeno, vaša kolena postajajo mehka, ramena se pričnejo sproščati, vrat postaja mehak. Vaša pozornost je preusmerjena samo na vdihe in izdihe. Vaš ritem dihanja je popolnoma umirjen in sproščen. Kajti globoko v sebi se zavedate, da se vse odvija popolnoma avtomatično in v vaše najvišje dobro, brez kančka napora. Z vsakim trenutkom je vaše telo vedno bolj in bolj lahkotno, kajti vse se odvija popolnoma lahkotno. In bolj, ko mineva čas, bolj je vaše telo sproščeno in popolnoma lahko kakor pero. Dopustite si, da svetloba in informacije stopijo v vaše telo, da vas obdajo vsako celico, da začutite vibracijo po celem telesu, kakor da bi se znotraj vas prebudilo še eno telo. In bolj, ko mineva čas, bolj in bolj imate močan stik z svojim notranjim delom, z svojim pravim jazom. Vaš dihalni ritem je popolnoma umirjen in sproščen. Sedaj pa se zavestno odločimo, da zadeve, ki jih želimo rešiti, zadeve, ki jih želimo zaključiti, v tem trenutku tukaj in sedaj prikličemo v spomin in jih opazujemo, kako se same razrešujejo, kako nam jih svetloba in informacija popolnoma razgradi in zaključi. Kajti izkoristimo odprtost portala za zaključevanje zadev, za zaključevanje naših osebnih ciljev, zaključevanje naših partnerskih odnosov, zaključevanje naših težav z financami, zaključevanje našega življenja do sedaj, zaključevanje naših lekcij, kajti od tega trenutka naprej bomo vstopili v popolnosti našega življenja, takšnega,
kot si ga samo mi zaslužimo, takšen, kot nam je namenjen, da nam je, lahkoten in radosten. Od tega trenutka naprej zavestno sprejemamo radost, informacijo in ljubezen v svoje življenje, kajti vemo, da le ta bo delovala v naše najvišje dobro. In sedaj, ko se je spustila svetloba v naše telo, v njeni popolni veličini in popolnosti, v celi celoti, kot še nikoli do sedaj, se pričenjamo opominjati in spominjati, da svetloba je vedno bila del nas in vedno bo, kajti v nas se nahaja od samega začetka. Le ta razlika je, da smo mi pozabili na to. Sedaj se spominjamo svoje lastne moči, s katero premagujemo vse težave in prepreke, s katero premagujemo vse izzive, kateri so nam bili dani in naloženi v tem svetu tukaj in sedaj. Izzive, s katerimi smo rasli, na katerih smo se naučili in izgradili do te osebe, v kateri smo danes. In bolj ko mineva čas, močnejši je občutek popolnosti, občutek enotnosti z nami samimi. In sedaj se prepustimo trenutku tišine in zvoka iz narave, ki prihaja, da začutimo to veličino, da se ta veličina prebudi v naših srcih in se razlije po celotnem našem telesu, da prežanje vsako našo celico do potankosti. Tukaj smo samo da opazujemo in samo da sprejemamo in da vemo, da vse je razrešeno. Vse stvari, vsi izzivi, ki so nam bili naloženi, so zaključeni. Kajti frekvenca števila 9, frekvenca portala, ki je trenutno odprt, nam to omogoča v vsej njegovi veličini.
In sedaj naredimo globoki vdih in počasni izdih. Dovolimo si, da začutimo to spremembo v našem telesu, da začutimo to drugačnost, da začutimo to lahkotnost, da se počutimo lahkotno, kajti vemo, da del naših bremen, naših izzivov je v tem trenutku zaključen. In še en vdih in počasni izdih. Zavemo se, da z vsakim vdihom in izdihom je en naš izziv manj, ena naša zadeva zaključena, kajti zdaj smo vedno bolj in bolj lahkotni. Zavemo se vsakega našega uda, našega telesa, stopal, rok, dlani, glave, vrata. In ko smo pripravljeni, lahko odpremo oči, se pretegnemo, kakor da bi se zjutraj zbudili ali globoko zazehamo. V veselje mi je bilo narediti to meditacijo z vami, kajti na planet Zemlja prihajajo čudovite energije, s katerimi si lahko pomagamo vsakodnevno, ki nas obkrožajo. Vendar z našim načinom življenja marsikatero to stvar prezremo ali pa se ne zavedamo, da je okoli nas. Predlagam vam, ne postane 10-minutna meditacija del vašega dneva. Lahko upravite tudi to meditacijo. Karkoli vam je lažje. Pomembno je to, da spet najdete niti povezavo z samim seboj. Pomembno je predvsem tudi to, da lahko gremo naprej v življenju. Kajti težave in prepreke, katere imamo, jih imamo zato, da se na njih naučimo in na njih osebnostno rastemo. Kajti z vsako prepreko, ki jo razrešimo, spoznamo, da je bila resnično majhna. Vendar moramo se prav tako tudi zavedati ene stvari, da z razrešitvijo ene majhne prepreke prihaja ena malo večja. To pa zato, ker smo mi osebnostno zrasli, ker mi zmoremo več. Tako da ne se ustrašiti novih preprek, ki prihajajo v življenje. Tukaj so zato, da se mi učimo na njih, da mi rastemo. Dano nam je ogromno orodij, ogromno metod, s katerimi se lahko pomagamo. Tako da, če imate še kakršnokoli vprašanja, karkoli še zanima, mi lahko napišete, lahko me pokličete, lahko me kontaktirate, rade volje vam bom pomagal. Tako da, glejte, vzamimo življenje res takšno, kot je. Je preprosto in je lepo. Mi sami si delamo težave z našim načinom razmišljanja in z našim dojemanjem stvari, ki včasih niso takšne, kot pa mislimo, da so. Tako da, glejte, bilo mi je v veselje, da sem lahko to podelil z vami. Prvič sem probal eno zadevo preko Facebooka narediti, glede na to, da danes vse virtualno in vse gre v live. Tako da jaz upam, da se marsikomu izmed vas vsaj delček pripomogel na njegovi osebni poti naprej. Še se bomo srečavali, še se bom ustvarjal skozi meditacije, skozi razna druga dogajanja. Tako da konec leta, ki prihaja, bo zelo pester, zelo veliko stvari se bo odvijalo. Lahko vam povem eno napoved. V kratkem bo išla moja prva knjiga, kjer boste lahko prebrali tudi več stvari. Predvsem, da vam bo lahko v pomoč na vaši osebnostni ravni naprej. Definitivno vas bom vse obvestil preko Facebooka, preko vseh socialnih omrežij, ko bo leta išla. Tako da, bilo mi je še enkrat v veselje in lep večer še vsem skupaj naprej želim.
in tukaj sem, če karkoli potrebujete. Hvala. Namaste.